Tokrat v občinskem informatorju predstavniki vlade obiskali Ruše, krvodajalska akcija v Rušah, Dan zemlje, čistilna akcija v Buzenici, v Rušah tudi s kulturnim maratonom, v Silnici ob Dravi pa sajenjem jablane, treking po Patagoniji, splavarjenje na Muti in pametna vadba v Silnici ob Dravi. Lepo pozdravljeni v tokratnem občinskem informatorju. Minuli ponedeljek so Ruše obiskali predstavniki vlade iz vrst Pozitivne Slovenije. Med drugim so se srečali župani okoliških občin ter si ogledali ruško letno gledališče oziroma letni oder. Pretekli ponedeljek so se v Rušah mudili poslanci Pozitivne Slovenije. Ruški župan se je med drugim nanje obrnil tudi s prošnjo, naj se v državnem zboru zavzamejo za nekatere projekte občine Ruše, predvsem obnovo Falske ceste ter pomanjkljivo inšpekcijo v tovarni dušika Ruše in na področju gramoznice, ki je v privatni lasti. Naprosili smo jih, da preko ministrstev posredujejo naše, težave, ne težave, oziroma neke stvari, ki jih nujno rabimo. Gre za dokončanje ceste skozi Ruše, gre za bolj močno podporo strani inšpekcijskih služb, ki bi določene naše stvari resnično morale inšpekcijske službe pregledati in tudi sankcionirati. Dogovarjali smo se v Zvezi doma starostnikov. Skratka, imel sem, prijeten občutek in upam, da bo iz tega sestanka danes ali druženja, če temu rečeva tako, tudi korist, da ni bilo samo neko besedičenje oziroma neka lepo reče, da od tega ne bi nič doživeli. Obisk poslancev PS v Rušah je pozdravil tudi lovrenški župan. Pravi, da je bil nad številom gostov presenečen, je pa tudi sam izpostavil dve težavi lovrenške občine, obnovo ceste Muta-Pesek in težave lesno-predelovalne industrije. In seveda zdaj rekonstrukcija ceste skozi Lovrec, ker ima občina Lovrec zagotovljena vsa sredstva za obnovo vodovoda, kanalizacije in javne razsvetljave in imamo na omrežju kanalizacije in same vode v občini Lovrec zelo velik problem, kajti vodovod nam toče skozi Trško jedro podtalnica in bi bilo nesmiselno, da občina obnavlja to infrastrukturo sama, od zadaj pa bi se država obnavljala asfalt in ta investicija v 14 mora teči skupaj. Drugo, kar je, pa smo ogromno dali poudarko na lesno predelavo, kajti občina je obdana za same gozdove, poseljenosti ima samo 13%, zelo velika količina lesa gre iz naše občine in zelo velika škoda se dela na samih gozdnih cestah in seveda tudi občinskih cestah. Da so v Rušah doživeli prijeten in prijazen sprejem, je povedala poslanka Pozitivne Slovenije Renata Brunskole. Pravi, da so jim župani nekdanje skupne občine predstavili njihove največje, predvsem infrastrukturne projekte. Ravno tako tudi, katere so gonilne sile gospodarstva, obrti in podjetništva na tem območju, ter seveda ostala področja življenja in dela na območju vseh treh občin, tako na področju sociale, izobraževanja, športa in seveda tudi mladih. Vsi skupaj smo ugotovili, da je predvsem eden od problemov prepočasna odzivnost pristojnih ministrstev in zatorej občine dlje časa čakajo na posamezno dokumentacijo ali soglasja strani pristojnih ministrstev, predvsem ko želijo izvesti večje infrastrukturne projekte. Brunskoletova še dodaja, da se župani oziroma vodilni na občinah soočajo z nekaterimi okoljskimi težavami, ki naj bi bile v pristojnosti inšpekcijskih služb. Ob obisku pa so poslanci PS ugotovili, da vse tri občine tvorno sodelujejo. Obiski na terenu so po naših dosedanjih izkušnjah tisto, kar šteje in tisto, kar pomeni tudi neposredno informacijo strani pristojnih predstavnikov na območju lokalnih skupnosti. Zatorej današnji lep sončen dan v Rušah oziroma na območju osrednje Štajerske je tudi za Pozitivno Slovenijo dober signal, katerega bomo prenesli našim
naši predsednici vlade in pa vsem pristojnim ministrom. Predsednik Ruške Pozitivne Slovenije pa je poslance v Ruše povabil z namenom, da se tudi v živo soočijo z realnimi težavami okoliških občin. Mislim, da dopisovanje z nekimi inštitucijami ne prenese toliko kot pa direktni stik. Na koncu so se zdaj ljudje spoznali z problemi, ki ležijo v nekaterih predalih že kar nekaj časa. Bila je vmes med njimi tudi ena, ki je delala na problemu ceste v Lovrencu, ne, in je mislila, da je tisto že vse skupaj gotovo na ministrstvu za promet. Ne, in je bila presenečena, ko je slišala, da še vedno ta cesta ni bila urejena. Ne. Tako da jaz upam, da bodo iz tega nastali neki konkretni rezultati, da bomo dobili odgovore. Tudi jaz se bom potrudil in jim bom opominjal, da želimo imeti odgovore za to naše področje. Po obisku v Rušah pa so se poslanci PS na tako imenovanem obisku v Srednje Štajerske odpravili tudi v Maribor. V Dijaškem domu v Rušah je minuli petek potekala krvodajalska akcija. Udeležilo se je več kot 65 večinoma mladih krvodajalcev. Več kot 65 pretežno mladih krvodajalcev je minuli petek darovalo kri v Dijaškem domu v Rušah. Na eni strani je število udeležencev sicer manjše kot lani, na drugi pa je dobra novica, da se mladi zavedajo pomembnosti darovanja krvi. Tudi želimo si mladi kader, mlade krvodajalce, na mladih tudi bolj svet stoji, ko pravijo že od nekdaj. Mi stari pa smo pač, da še sodelujemo, pa pomagamo, da je pripravljeno za to. Ste morda tudi sami darovali danes kri? Jaz sem daroval 114 krat, zdaj žal pa ne morem več, ker so leta prišla sem. Med pretežno mladimi krvodajalci pa so prišli tudi taki, ki kri darujejo že leta. Čez 50 krat. Mislim, da je to človekoljubno dejanje, ki bi pač moral skoraj vsak naš član naše države to izpolnjevati. Ker vemo, da krvi vedno primanjkuje. Pomembno je, da ne pozabimo, da kri vendarle vsakodnevno rešuje življenja. Od reševanja življenj pa k reševanju narave. Minulo soboto so namreč pred dnevom Zemlje, tako rekoč po vsej Sloveniji, potekale številne čistilne akcije. Čistili so tudi v Vuzenici in v Rušah. V občini Vuzenica so k čistilni akciji pozvali vsa občinska društva. Kar nekaj se jih je odzvalo vabilu, čistili pa so tudi občani in občanke. Tako da smo odziva veseli, seveda pa upamo, da bo čistilna akcija imela tudi efekt, da bomo torej efektivni in da bomo res očistili naše okolje tako, kot se spodobi. Razdelili smo se po področjih, torej Sveti Vid, Primož, potem letos je poseben poudarek predvsem na pobrežju voda, torej reke Drave in pa naše cerkvenice. Tam so tudi se posebej angažirali gasilci, tako da s čolnom v bistvu sodelujejo in verjamem, da bomo glede tudi na poplavo, ki se je zgodila, letos uspeli očistiti tudi tam. Tudi zaradi obeležitve Dneva Zemlje pa Vajdetova pravi, da je treba čistemu okolju pripisati velik pomen. To, da nam ni vseeno za okolje in da nam je mar, dokazujemo tudi z današnjo akcijo. Seveda je pa naša želja taka, da nekako upozorimo s tem dnevom na vse ostale dni v letu, da je treba vsak dan skrbeti za čisto okolje, ne le danes. Da je treba skrbeti za čisto okolje, so poudarili tudi tisti, ki so se pridružili čiščenju. Da bi malo očistili Vuzenico, pač da bo malo lepši kraj, pa res, da poskrbimo za naš kraj. Ja, čistača nam veliko pomeni, ne? Pač vsak dan skrbimo, da na našem prostoru, da nimamo smeti, da jih odlagamo v tiste pravilne kontejnere, ki so. Pač res, da poskrbimo za čisto okolje. Seveda pa je tako rekoč svojo občino čistil tudi vuzeniški župan. Pravi, da je po številnih čistilnih akcijah, kakor tudi po projektu Očistimo Slovenijo in večletnem ločevanju odpadkov, v zadnjem času Vuzenica bolj čista kot nekoč.
ne vem, pred 5 leti, ko smo pričeli s temi bolj intenzivnimi akcijami, očistimo kraj, očistimo Slovenijo in moram reči, da res vidi se napredek. Enako tudi letos smo pristopili k tej akciji, sicer ni več ta splošna, kot je bila, pa vendarle sama društva že vsako leto vedno znova prihajajo do idej, da bi vsaj počistili svojo okolico, v kateri bivajo, oziroma prostore, katere imajo ali v upravljanju, to so okolice športnih objektov in pa tistih objektov, ki jih nekako prevzemajo odgovornost in z njimi tudi upravljajo. Še enkrat več, čeprav ne rad, pa je spomnil na lanskoletne poplave v mesecu novembru. Ko tega ne podoživiš, ne znaš ceniti naravo in pa zemljo. Mi živimo na obrobju Pohorja in tukaj tudi današnji odziv zaradi tega malo manjši na tej akciji, kajti zima je trajala precej dolgo in danes, kot vidite, so večina ljudi, prebivalstva okrog svojih domov, na poljih, na vrtovih in kar smo zamudili z dolgo zimo, je treba zdaj v teh spomladanskih dnevih tudi nadoknaditi. Tako da mi tukaj v Zenici vsekakor izkoristimo vsak pet ali vsaki kvadratni meter svoje zemlje in jo s pridom obdelujemo, kar pa je tudi pogoj, da lahko tudi zdravo živimo in pa jemo. Pred dnevom zemlje pa so čistili tudi v Rušah. Sodelovali so 4 krajevni odbori ter 3 večja lokalna društva, Planinsko, Lovsko in Ribiško. Čisti se cela občina Ruše, se pravi od Fale do Bistrice ob Dravi, celotno območje. Tudi malo v planine gor oziroma proti Martnici, pač koliko se da, do tam, kjer več ni snega. Predstavniki krajevnega odbora Ruše ter športnega in ostalih društev so denimo čistili Jugovo in Industrijsko ulico ter območje ob pokopališču in železniških tirih. Ki so že teh odpadnih raznih smeti in vse ostalo. Kateri so pa tisti odpadki, ki ste jih danes najpogosteje tukaj našli? Ja, to je vse različno, od plasenk do pločevink, od piva, to je tega kar precej ob cesti. Razne škatle od cigareto in v glavnem tega največ tukaj. Dnevu zemlje pa so se v Rušah poklonili tudi zbralnim maratonom. Tako rekoč praznovali so ta dan z domačimi ekokulinaričnimi dobrotami. Prvič dan zemlje, ki ga nekako v sklopu osnovne šole praznujemo skupaj z domačimi kulinaričnimi izdelki, ki so ekološkega izdelka. Predstavljajo se razna društva, ki v občini gojijo eno plemenitost združitve oziroma druženja. Istočasno pa seveda poteka čistilna akcija, ki je v vseh krajevnih odborih ali pa če rečemo na vseh zaselkih v Rušah. In moram reči, da nekje do 10:30 sem bil sam na tej akciji. Nabralo se je ogromno smeti, resnično iz leta v leto, verjetno nismo toliko osveščeni, da bi se vsaj takrat, ko odvržemo določen papir ali pa plastenko ali pločevinko, zavedali, da bo potrebno pa vseeno to očistiti, ker drugače bo mati zemlja na nas vsaj postopno, pa če tudi že ne imela določeno maščevanje, kar se vidi tudi v vremenskih neprilikah. Prireditev ob dnevu zemlje je občina Ruše letos pripravila že 9. leto zapored. Sodelujejo pa vsi, ki so kakorkoli bili zainteresirani, da sodelujejo pri ozaveščanju naših prebivalcev o zdravem življenjskem slogu, kar pomeni, da so ekološke kmetije prisotne, potem je vrtnarstvo, različna društva, ki se kakorkoli ukvarjajo z materijali, ki jih še lahko se uporabijo, da se ne odvržejo, fakulteta za biosistemske vede iz Hoč, potem lesarska šola z svojimi izdelki, društvo upokojencev, sekcija društvo Pisani Nagelj, krajevna organizacija Rdečega križa, meri krvni pritisk, srčni utrip, nevladne organizacije, meritev ogljikovega oksida v izdihanem zraku, osnovna šola, vrtec, društvo Lira ima knjige, torej knjižni sejem, skratka, mislim, da je kar pestra ponudba. Na prireditvi so predstavniki društva invalidov zbirali tudi prostovoljne prispevke za deklico Tejo, ki je zbolela za rakom. Učenci osnovne šole Janka Glazerja Ruše pa so ob dnevu zemlje poskrbeli za kulturni oziroma bralni maraton. Na odru so recitirali in prepevali, medtem pa so se občani in občanke sprehodili po stojnicah.
Ostajamo pri dnevu zemlje, a se iz Ruš selimo v selnico ob Dravi. Tam so namreč v ta namen posadili jablano. Člani turističnega društva Selnica ob Dravi so za obeležitev dneva zemlje izbrali sajenje jablane. Sicer za ta dan drevesa sadijo že vrsto let, letos pa so jablano posadili pri Potočnem Kozolcu. Namreč na tej poti, na tej trasi bo potekala jabolčna pot. Turistično društvo je zadolženo za kozolec, pod katerim se bodo razstavila stara orodja, preš in tako dalje. In zakaj ne bi bila tu jabolka, pa bi jo potem lahko sprešali. Skratka, Svetovni dan zemlje mi v Selnici obeležujemo na ta način. Mogoče bi bilo dobro, da kot drugod v mestih, da bi bil to en celodnevni dogodek, bi se bilo treba povezati iz občine, z društvom in pa predvsem za šolo. Zgodbo o jabolku, jablani in izvoru jabolka pa je novemu drevesu na pot prebral Matic Gosak. Korenine jabolka izbirajo iz Azije. V Evropo je prispela z trgovci. Ima veliko zdravilnih učinkov. Obstaja ogromno sort, več kot 20 000. Danes bomo na tem mestu, kjer smo se zbrali, posadili sadiko, potonko stare sorte jablan, tako imenovano bosko. Torej, v bistvu je tukaj na vašem zemljišču so nekako posadili tole jablano v dnevu zemlje. Kako boste skrbeli za njo in pomagali seveda društvu samem? Skrbel bom tako, da bom je čim bolj negoval in po potrebi tudi škropil, če se bo le dalo ne, ker je bio, pa seveda pazi, da ne bo kdo kaj poškodoval in kakorkoli uničil. Minuli četrtek ste lahko iz kulturnega doma v Rušah stekli v Patagonijo s potopisnim predavanjem Trekking po Patagoniji v pohodniško-planinskem vzdušju. Zakonca Marko sta pohodnika in člana planinskega društva že več kot 35 let. Leta 2008 sta se udeležila trekinga v Nepal, lani pa sta se odločila še za Patagonijo. Patagonija je terra mistika, ne? Izredno skrivnostna država, dežela, ki neodkrita še, neokrnjena, raj za ljubitelje narave, ima pa tudi zelo lepe nacionalne parke, v katerih so pogorja. Na čilenski strani Patagonije je to Torres del Paine, na argentinski strani pa Fitzroy in Cerro Torre. Oba sta zaščitena od UNESCO že od leta 81-82 in zato še boljše ohranjena in očuvana in je res raj za pohodnike, za fotografe, za ljubitelje flore, faune, raziskovalce. Zelo zanimiva dežela. Njuna občutja in lepote, ki sta jih tam doživela, sta želela podeliti tudi sokrajani. Sicer pa, kot pravi Markova, bi še potovala. Če bo možnost, zdravje, finance, vse to je en velik podvig, na katerega se moraš pripraviti psihično, finančno in tudi telesno, kondicijsko. Z novim splavom pa se lahko odpravite na izlet po reki Dravi. Kako so ga delali, so splavarji občanom in občankam Mute pokazali minuli četrtek. Novi splav za turistične oglede je prvi v nizu 3, ki jih koroški splavarji pripravljajo za plovbo po reki Dravi. Za vsak splav pa je najprej treba pripeljati hlodovino. Moraš v Lenštat pripeljati hlode in te hlode pol sekaš. Tako bomo sekali tole prizmo. To imamo ravno namenjeno za drugi flos, za žeso. To je prvi prečni tram na flosu, ker je najboljše, da je sekan, ni fajn, da je rezan, ker rezan les izredno vpija vlago, ta sekan pa ne vpija. Za novi splav so porabili okoli 60 kubičnih metrov lesa, v širino meri okoli 5 metrov, v dolžino 25. Za varno plovbo pa ga je najprej treba krstiti. Obenem bomo seveda povabili tudi krvnega župnika in vse, ki v tej regiji imajo kakšno besedo
pri krstu splava. Splav bomo krstili, vsi bomo splavo in splavarski ekipi seveda zaželeli varno in srečno plovbo in seveda čim več gostov v Dravski dolini pri koroških splavarjih tukaj v splavarskem pristanu. Mi bomo seveda tudi zaokrožili celo zgodbo s ponudbo turističnih ogledov na Koroškem. Vabimo, kot že vsa leta do zdaj, ker mi že 13. leto splavarimo po reki Dravi, tudi ostale vse ponudnike poskušamo povezati stvari v turistične ponudbe oziroma ali pa proizvode, če hočete, in se bomo v tej smeri angažirali še naprej. Predvsem želijo domačim in tujim turistom predstaviti srednjeveško splavarjenje. Splav bo torej moral zdržati tudi težo prave gospode. Kaj pa streha je v redu? Streha je v redu. Toči ne, toči ne. Dobro, ne toči, v redu. Še ne toči. To morate tudi zadelati, a ne? Aha, pride, ja. Boste naredili. Dobro. No, jaz mislim, da ste se kar potrudili. Mislim, da so ga kar v redu zdaj naredili, popravili to, kar sem pač rekel, da morajo. Seveda, če se koroški deželni glavar pa Oto Velikovški, samega Velikovca, ki je dal listino za srednjeveško splavarjanje, upam, da bo potem tako mora biti. Prvi spust novega splava pripravljajo to soboto 27. aprila. Od splavarjenja pa k športu. V Selnici ob Dravi namreč tedensko skrbijo za tako imenovano pametno vadbo. V telovadnici selniške osnovne šole vsak četrtek poteka tako imenovana pametna vadba. Primerna je za vse starosti, seveda pa je eden bistvenih namenov pospešena poraba maščob. V bistvu gre za pametno vadbo, insanity workout, prilagojeno, malo se ogremo na začetku z skippingom, tako da je res primerno za vsakogar, tako za mlade kot za malo starejše. Pomen vadbe je, da tudi po opravljeni vadbi se kurijo kalorije, ni pa obremenjujoče za sklepe, tako da je res primerno za vsakogar. Pametne vadbe se udeležujejo moški in ženske. Glavni cilj pa ni zgolj telovadba, temveč tudi osveščanje o zdravem načinu življenja. Tako da prvo jim ponudimo vadbo, kasneje nekaj povemo o zdravi prehrani, ker pomembno je vedeti, da lahko mi telovadimo od jutra do večera in brez zdrave prehrane, brez prave prehrane, brez tistega, kar naše telo potrebuje, to so hranila, ni rezultata. Tako da je konceptualna vadba, ki je sestavljena tako iz vadbe, povemo nekaj o prehrani, na koncu pa vsi dobijo regeneracijski šejk, uravnotežen obrok in tako poskrbimo, da niso nelačni, pa tudi regeneriramo mišice. No, na telovadbi tukaj v Selnici ob Dravi pa smo ujeli tudi našo voditeljico Špelo Pokršnikom, pa jo poprašamo, kako se počuti. Špela, kako se imaš na telovadbi? Ja, jaz sem zdaj danes že tretjič in bom rekla, da je super, enkratno fajn. V bistvu je poletje pred vrati, morje, sonce, mini bikini, vse se bliža in je treba pokuriti nekako tiste odvečne zimske kalorije. In bom rekla, da je taka prava telovadba, res delamo na mišicah, na celem telesu, tako da vljudno vabljeni tudi ostali. Čez teden ali dva pa bodo pametno vadbo iz telovadnice prestavili v naravo na svež zrak. Minulo soboto je obrtniški pevski zbor Pavza iz Selnice ob Dravi obeležil že svojo 31. leto delovanja. Ob tem so kot vsako leto doslej priredili koncert, ki so ga letos poimenovali Pesem pride iz srca. Da so pesmi zares zapeli iz srca, pa so potrdili tudi gledalci, ki so bili nad večerom navdušeni. Zelo mi je bil všeč, moram reči, res odličen. Sem prvič, ampak navdušena. No. Nad koncertom je bila navdušena tudi Sonja Kert-Vakovnik iz Slovenskega prosvetnega društva Danica. Ja, zelo kvaliteten in zelo pester koncert, tako da mi res ni žal, da sem prišla in si poslušala naše prijateljsko društvo, lahko že mi tem rečem. Ja. Zadovoljni pa niso bili samo poslušalci, temveč tudi zborovodkinja pevskega zbora Pavza, ki pravi, da je za njene fante včasih pač treba imeti nekoliko tršo roko. Zadovoljna, morala bi reči, da sem bila res zelo zadovoljna, da se ne spomnim nazaj, čeprav sem za vsak koncert rekla, da je bil dober za nas in vrhunski, ampak to danes je bilo pa res, jaz mislim, da smo lahko ponosni, res sem zadovoljna. Kaj pa sicer glede na to, da so v zboru sami moški, včasih težko z njimi morate imeti trdo roko? Seveda, to vsaka ženska ve, kako je težko z enim, s 25 pa toliko hujše, ampak ne bom za nič grdega rekla v njih, ker so kot klapa, kot zbor, stati pred njimi mi je ponos, bilo vedno
in veselje in to je to, za kar smo skupaj. V nabito polni dvorani je bil aplavz tisti, ki je dokončno potrdil, da je koncert zares uspel. Občutka sreče ni skrival niti selniški župan, ki je bil kar 25 let tudi predsednik obrtniškega pevskega zbora iz Selnice ob Dravi. Poglejte, ta naš zbor, kot smo rekli, že ta 31 let, recimo, odkar smo ga ustanovili skupaj in od takrat je naše 5 pevcev v zboru. Gre se pa predvsem za to smo bili zmeraj prijatelji in tako je tudi nastalo. Prvo je sicer bila stroka, normalno, da je bil dober pevovodja, da je bil profesor Homer, potem smo pa začeli sami in takrat naprej sem polasnih 25 let, sem neposredno vodil ta zbor kot predsednik, je naporno, ampak tudi zdaj se ni dar odstopil, ampak samo sem se omaknil temu delu, ker vsega ne moreš delati sam. Ta zbor obstoja predvsem zato, ker radi pojemo in se družimo in se med sabo tudi zelo dobro poznamo, v dobrem in slabem. Piko na i pa je celotnemu večeru dodal gost Gorazd Žilavec, ki je poskrbel za vedno dobrodošel in zdrav humor. Poglejmo še, katerih dogodkov se lahko udeležite v iztekajočem se aprilu. Občina Ruše skupaj z izvajalci zimske službe občanke in občane vabi k sodelovanju pri okrogli mizi, ki bo ta torek 23. aprila ob 17. v Domu kulture Ruše. Člani športno-turističnega društva Sveti Vid vas ta petek 26. aprila ob 17. vabijo na postavljanje majskega drevesa na Svetem Vidu v Vuzenici. To soboto, 27. aprila, bodo majsko drevo postavljali tudi na Spodnjem Slemenu pri Selnici ob Dravi. Postavitev si lahko ogledate ob 16. pri prostovoljnem gasilskem društvu Spodnji Slemen. Prav tako to soboto bo v Domu krajanov Gradišče na Kozjaku potekalo že drugo tekmovanje v najboljšem jabolčnem moštvu. Vzorce bodo zbirali od 9. dalje. Tako rekoč tik pred vrati pa so tudi kresovanja. 30. aprila vas zato vabimo v Ruše na prireditev Malo mesto, največje kresovanje. Program se prične ob 17. Vse podrobnosti o tem, kako se lahko pridružite in kdo vas bo zabaval, pa si lahko preberete na Facebooku ali na spletnem portalu lokalec.si, kjer najdete vse podrobnosti o kresovanjih in tudi ostalem lokalnem dogajanju. Naj nam sije sonček in nasvidenje v ponedeljek.